Radio Prlek. V leto 1795 se vračamo, odprli bomo knjigo, tam pa nas čaka Blaž. Zdravo. Lepo zdrav, kakšen lep uvod, hvala. In to Blaž iz skupine Čedahuči. Lepo zdrav. Odprl si knjigo, sicer že v prejšnjem singlu, ampak tokrat nadaljuješ. Ja, res je. Zdaj smo s Čedahuči uglasbili Dramilo, vodniku poezijo, kad si povedal, je to že... Hkrati je to zdaj nova pesem in hkrati zelo stara, iz leta 1795, ko je bila prvič objavljena. Mi pa smo jo zdaj uglasbili in si želimo, da jo sliši čim več ljudi. Si kdaj bral veliko protiko? Sem, in sicer takrat, ko smo imeli koncert v Vodnikovi domačiji leta 2018, sem kar prebral večino tega, kar je bilo dostopno od Vodnika. Tam je bilo tudi Dramilo prvič objavljeno. Kako to, da ste se odločili, da Čedahuči prepesnite skladbo? To je zelo povezano s tem koncertom leta 2018. Takrat sem začel brati Vodnika, ker sem se zavedel, da v bistvu razen tega, kar smo se v šoli učili, tako nekih informacij, nisem prav dosti vedel o njemu. In pol sem imel tudi srečo na Bolhi, sem najdel pesme za pokušino iz leta 1965, eno tako lepo knjigico. In sem pol večkrat preberal njegove te pesmi za pokušino, Dramilo še toliko večkrat kot ostale. In med branjem Dramila mi je nekako kar v bistvu spontano prišla ta melodija Kitic in sem si ga začel peti. Pa sem pa tako kot ponavadi hitro vzel kitaro in naredil te telefonske demote. Potem je bila pa, ker se nam je približoval ta koncert pri njemu doma v Vodnikovi domačiji, se mi je zdela lepa ideja, da bi takrat tudi to pesem igrali. In to nam sicer ni uspel, nisem uspel pravočasno dokončati, koncert se je zgodil hitreje, kot sem jaz dokončal pesem. Je pa zdaj v bistvu od takrat naprej nastajala ta pesem, tako da sem rabil dobra 3 leta, da to dokončam, tako kot sem si želel. Je bilo veliko dela z refrenom, kajti pesmi je treba dati refren, tam je samo poezija, so kitice, tukaj pa v pesmih je treba še nekaj dejansko ponoviti. Niti ni bilo toliko veliko dela z refrenom, v bistvu jaz sem želel tudi z refreni ostati dosti skromen, zaradi tega, da se ne bi, vsem gre to za neko tako kulturno dediščino, v katero nisem hotel zdaj zelo posegati in tudi se ponavlja. Tukaj je v refrenu je besedilo daj zbudi me in vodi me v nov dan, daj zbudi me odpri svoj dlan. To je v bistvu vso besedilo, ki smo ga dodali, ki se večkrat ponovi kot refren. In tudi tako recimo kot jezikovna zanimivost, ta daj zbudi me je v bistvu samo na drugačen način povedano, kot je naslov pesmi Dramilo. Pa ta del in vodi me v nov dan je pa ena taka, recimo temu, mala besedna igra, ker je Valentin Vodnik, če drugače naglasimo njegov priimek, je vodnik, kar tudi nekako je bila njegova funkcija v družbi takrat. Se mi je zdelo dobro, da damo in vodi me v nov dan, tako da ta verzija v bistvu namenjen prav daj zbudi me in vodi me v nov dan je prav njemu namenjen. Video podoba za skladbo pa se nam tako rekoč riše vsakodnevno. Ja, res je. Slovenija je neverjetno lep kos tega planeta in imamo v bistvu video spot samo, če pogledamo skozi okno. Verjetno pa tega ne cenimo dovolj, kljub temu, da gledamo vsakodnevno skozi okno. Ja, tudi to je del nas, da na vse se navadimo, tudi na lepoto in pol nam je samo umevna. Blaž, kakšna pa je glasbena prihodnost Čedahučijo, kaj drugega še pripravljate? V bistvu zdaj tako delamo kar eno po eno pesem. Meni se v zadnjih parih letih so se mi kar nabrale. Napisal sem veliko ogromno glasbe in zdaj ne vidim druge, kot da se usedem in dokončujem eno po eno. Je pa hkrati tudi v ekipi zdaj eno tako že skoraj spomladansko vzdušje. Imamo občutek, da bomo letos lahko končno spet dokaj normalno igrali. In smo se že v bistvu začeli pripravljati na to, da ko bo malo toplej, kot je zdaj, da gremo z inštrumenti ven in da tudi uživo igramo. Sedaj pa še vedno nabirate kondicijo. Ja, dolg časa oziroma odvadili smo se med vaje, odvadili smo se med koncerte, ampak lahko pa rečem, da zdaj, ko se dobimo, je pa še toliko lepš. Ne vem, nekako
zaradi tega manjka, pa zaradi tega, ker je to redko, še toliko bolj cenimo, kadar lahko skupaj igramo. Bomo pa za konec tega pogovora med poslušalcem poslala vašo ta novo, zato se bomo predramili. Ja, upam, da ja. Dokaži to. Da naj dokažem? Ja. Če ne drugače, z drugo kitico Dramila. Aha, za uk si prebrisane glave, pa čedne in trdne postave. Iščete sreča, ti je dan, našel jo boš, ak nisi zaspan. Povedal si v nulo, sem preveril pesem in obvladaš. Ja, z Dramilom sva se pa kar dobro spoznala zdaj, ja. Blaž, hvala ti za danes, ter uspešno in delovno naprej. Hvala lepa, Boštjan, in lepo pozdravljamo Čedahuči poslušalce Radia Prlek. Lepo pozdravljamo tebe, hvala, ker si in da se lahko takole slišimo. Zdrava, za pridne je lega najprava. Polje, vinograd, gora, morje, ruda, kupčija, tebe redi. Za uk si prebrisane glave, pa čedne in trdne postave. Iščete sreča, ti je dan, našel jo boš, ak nisi zaspan. Daj zbudi me in vodi me v nov dan, daj zbudi se, odkri svojo dlan. Daj zbudi me in vodi me v nov dan, daj zbudi se, odkri svojo dlan. Glej, stvarnica vse ti ponudi, prejemat od nje ne zamudi. Lenega čaka strgan rokav, palca beraška, prazen bokal. Daj zbudi me in vodi me v nov dan, daj zbudi se, odpri svojo dlan. Daj zbudi me in vodi me v nov dan, daj zbudi se, odpri svojo dlan. Daj zbudi me in vodi me v nov dan, daj zbudi se, odpri svojo dlan. Daj zbudi me in vodi me v nov dan, daj zbudi se, odpri svojo dlan.